Drage Slovenke in spoštovani Slovenci, drage državljanke, spoštovani državljani, drage rojakinje, spoštovani rojaki, v Sloveniji in po svetu. Leto, ki je za nami, je bilo leto velikih izzivov. Od pandemije COVID, vojne v Ukrajini, pa cenovne draginje. Pa vendar je bilo to tudi leto, ki je v slovensko družbo prineslo marsikaj pozitivnega. Eden od najpomembnejših dosežkov te vlade, naših zadnjih 6 mesecev, pa je zagotovo to, da smo v slovensko družbo vrnili občutek normalnosti. Normalnosti, ki jo daje odprta družba, ki verjame v vladavino prava, odprta družba, ki stavi na spoštovanje človekovih pravic in na dostojanstvo vsakega posameznika. In ravno ta ozračje je tisto, ki lahko omogoči, da sprostimo najboljše v nas, da odklenemo vse svoje potenciale, da združujemo vse naše vrline v to, da lahko skupnosti pomagamo v boljšo prihodnost. In vse to bomo dejansko potrebovali. Potrebovali bomo v prihajajočem letu, kajti leto 2023 bo leto reform. Leto reform, s katerimi želimo nasloviti vse tiste izzive, ki so se kopičili zadnjih 30 let. Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, želimo peljati reformo tako v pravosodju kot v šolstvu, reformo pokojninskega sistema, reformo stanovanjske politike in na koncu tudi davčno reformo. Vse skupaj verjamemo, da je lahko temelj modernizacije naše države na način, da bomo Slovenijo spremenili v moderno evropsko državo, na katero bomo lahko vsi ponosni, kjerkoli jo bomo predstavljali. V letu 2023 vsem vam želim neizmerno pozitivne energije. Pozitivne energije, s katero boste lahko odklenili svoje potenciale. In pozitivne energije, s katero boste svoje vrline lahko usmerili v uresničevanje vaših želja in ciljev. Vsem nam pa želim, da bomo v letu 2023 imeli neizmerno poguma. Poguma za to, da bomo Slovenijo popeljali v boljšo prihodnost. Srečno Slovenija!